Bi pa mogoče zdaj še izkoristila pa vsem čas, da vam predstavim pa zelo zanimivo raziskavo, ki smo jo pri nas naredili študenti. In sicer naredili smo že leta 2019 in smo se odločili, da bomo pregledali zobne paste, ki so na voljo v slovenskih trgovinah, in nekako smo uspeli pregledati 200 zobnih past, večina za odrasle, nekaj tudi otroških, in 52% vseh teh zobnih past je vsebovalo sintetične polimere. Zdaj vidite, spodaj, ta polietilen glikol je bil prisoten kar v 66% zobnih past. Torej, zelo prednjači te polietilen glikoli. Če pa pogledamo, na primer, po blagovnih znamkah, nekje 30 blagovnih znamk smo pregledali in 13 je bilo takih, ki ni vsebovala mikroplastike, medtem ko 10 teh blagovnih znamk je bilo pa kritičnih, kar pomeni, da so imeli vsaj eno komponento prisotno, ki jo lahko uvrstimo na ta rdeč seznam mikroplastičnih komponent. In potem smo od teh 52%, kjer smo našli sintetične polimere, smo potem s pomočjo Beat the Microbits platforme oziroma njihove podatkovne baze ugotovili, da je 11% tistih, ki jih lahko uvrstimo na rdeč seznam, medtem ko velika večina je pa takih, ki jih lahko uvrstimo na oranžen seznam, predvsem zaradi vsebnosti polietilen glikolov. Seveda vas verjetno zanima, kateri je bil pa tisti najbolj kritičen polimerni material, ki smo ga našli. Na levo stran sem zapisala, to so bili karbomer oziroma poliakrilat, ki je po kriterijih Beat the Microbit uvrščen na rdeč seznam. In ta v bistvu je prevladoval. Vidite pa, da vedno v kombinaciji s polietilen glikoli oziroma polisorbatom, ki pa so vodotopni sintetični polimeri. Kaj je bilo še zanimivo, da kar nekaj, 18% teh past, ki smo jih lahko umestili na rdeč seznam, je bilo pa tudi izdelkov, ki so namenjeni otrokom, torej otroških zobnih past. Tako da jaz pol vedno predlagam, ko je bila ta raziskava tako aktualna, so me vprašali, katero pasto pa naj kupim. In pač vedno predlagamo, da se pregleda deklaracijo, kjer je zelo jasno, so te sestavine zapisane, in jaz osebno se tudi polietilen glikolu izognem. Čeprav je to vodotopni polimer, gre za neko sintetično kemikalijo, ki pa verjamem, da če se ji lahko izognem, sigurno boljše kot pa da jo. Moram pa reči, da je kar že precej alternativ, torej ne samo, da ne vsebujejo teh mikroplastičnih komponent, ampak tudi, da ne vsebuje polietilen glikola. Je pa to stvar verjetno tudi svoje lastne ali discipline ali pa želje. Mogoče sem zdaj koga prepričala, da bo pogledal na svojo deklaracijo. To je to si lahko še tudi boste kasneje malo pogledali. Mogoče še tale zelo zanimiv rezultat naše raziskave. Seveda smo potem tudi naredili malo anketo med, mislim, da je bilo nekaj 300 plus anketiranci, ker v bistvu smo ugotovili, da mikroplastiko na splošno ljudje relativno dobro poznajo, nekje skoraj v 80%, medtem ko pa to problematiko mikroplastike v zobnih pastah pa dejansko niso. Nekje 44% ljudi je slišalo za to, oziroma se je tega zavedalo, kar je bistveno manj, kot je število ljudi, ki je že slišalo za problematiko mikroplastike. In zato smo tudi izbrali zobne paste za nadaljnje študije in so se nam zdele pomembne tudi zato, ker je to eden izmed izdelkov za osebno nego, ki jo vsi uporabljamo, torej vsa populacija, moški in ženske, otroci in starejši. In se mi zdi, da je to tudi ena taka izdelek, ki se množično uporablja, pa tudi večkrat na dan. Tukaj v bistvu sem vas želela še povprašati, kaj pa vi
preden ste zdaj mene poslušali, a ste vi vedeli, da se lahko mikroplastika nahaja tudi v zobnih pastah? In odgovorite z da ali ne. Me v bistvu malo zanimajo tudi rezultati zdajšnje generacije. Pa dajte se postaviti v vlogo, preden smo danes začeli webinar, a ste vedeli, da imamo tudi mikroplastiko v zobnih pastah? Zdaj veste, da je lahko. Tako da jaz predlagam, da vi to zdaj odgovorite. Jaz bom pa mogoče ta vprašanja potem oziroma odgovore tudi na spletno stran objavila. Zdaj, sem pa vseeno se odločila, da ne bomo zdajle samo mi tisti najbolj aktivni člani tega webinarja, nekje tam od 30 do 40 nas je tistih aktivnih, nekaj vas je pa tistih, ko samo poslušate. In zdaj, da vas spodbudim še ostale, sem pripravila izziv za skupine oziroma, ne vem, imate razrede študentov, dijakov, ki lahko naredite tudi z vašimi učitelji, lahko sami, da pa v bistvu naredimo še eno tako krajšo raziskavo vaših zobnih past doma. In da naredimo eno tako raziskavo, koliko v bistvu imamo pa zdaj v tem trenutku morda v uporabi zobnih past z mikroplastično sestavino. Tako da tole bom tudi tale Padlet pustila aktiven, mogoče celo do 2 dni do naslednjega webinarja. Tako bi jaz predlagala mogoče en teden, mogoče imate celo dovolj, 3 tedne, da to uredite. Poglejte, kateri polimeri se največkrat pojavljajo, kako pogosto in mogoče z vašim kritičnim mnenjem poskušate ovrednotiti, kaj to pomeni. Zdaj, naša izbrana kategorija so zobne paste in predlagam, da potem naslednjič, pred naslednjim webinarjem, torej mislim, da je 16. marec, si bomo vzeli nekje 15 minut do pol ure, pa bomo pregledali tele vaše rezultate in bom tudi vas kot skupine, razrede mogoče izvala, da poveste vaše opažanja in pa pokomentiramo rezultate. Tako da vas res vabim k sodelovanju, se bomo pa potrudili, da bomo še ta teden tudi vašim mentorjem oziroma to bomo videli, kako bo najlažje poslali še vse tele linke in pa povezave na mail. Torej, da boste res vsi vedeli, kaj je vaš izziv, in da dobimo res čim več odgovorov.